Dobrodošli nazaj, oziroma naprej. V drugem delu zdaj po kosilu nas čakajo zelo zanimivi gostje. Jaz komaj čakam, da jih slišim. Kje je Brigita, da jih ukori? Elvis, ja. Še malo počakamo, čisto malo. Prevelika masa, ne moraš to ukrotiti. A vi ste strojni? Strojni, še špatno. Pogojni refleks. Evo. Tako, ko sem bil v šoli, so mi čist potiham. Lenja, ko sem bil v šoli, je začela učiteljica čist potiham govoriti, pa so pa vsi nehali. Ne? A ti kaj lepega povem? Jaz komaj čakam, da slišim Elvisa, pa Andreja, pa potem vse ostale naprej. Ker če bom dolgo časa govoril, bodo mogoče nehali. Ne bo pomagalo. Elvis! To bom prepustil mogoče Elvisu. Pride prej Elvis do mene pri kosilu pa reče, jaz ne vem, kaj narečem. Tukaj 500 žensk. Jaz se ne smem hecati žensk. Ne? Sem rekel, ja, tukaj ti res ne moram pomagati. Mogoče se lahko česa drugega. Elvis, si začel se domislil? Hvala lepa. Dober dan, drage mlade dame, gospodične, uspešne podjetnice, krasne ženske. Dobrodošle na dogodek 500 podjetnic in še katera več. Kaj naj vam povem? Torej, nimam SP-ja, nimam DO-ja, imam mogoče, zaprt, imam mogoče kakšno offshore zadevco na Kajmanski otoki, ampak o tem kasneje, da davčna ne zve. Torej, jaz sem tukaj, da malce popestrimo dogajanje, da ne govorimo zgolj o podjetništvu, o davkih, o računovodskih bilancah, marketingu in tako naprej, ampak da malce zapojemo, da se imamo lepo, da se sprostimo. Jedli smo, a ne? Smo jedli? Smo se okepčali? Smo? Dobro. Nisem evropski prvak v triatlonu, niti v kakšni drugi športni disciplini, ampak prekleto dobro znam držati trebuh not. Kot lahko vidite z profila, dolga leta prakse. Pustimo zdaj tole, ravno po kosilu so medalja, ne? Ti. Dajmo zdaj zapeti eno znano pesem, odletite skupaj z menoj proti mesecu s Frankom Sinatrom v... Halo? Prihaja vlak iz Zidanega mosta, nadaljuje vožnja Ljubljana. Prihaja prvi peron. Hvala lepa, prvi peron nadaljuje vožnja, tisti brez kart tudi lahko danes greste gor. Torej, Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Maestro, prosim. Vej me pa malce pomagajte z ritmom, prosim za en aplauz, pojte zraven, če se vam da. And let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Ajmo ritem, 2, 3, 4. Fill me with my heart.
Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. In other words, I love you. And 2, 3, gremo roke! In and 2, 3. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, hey, in other words, I love you. I love you. Hvala lepa. Aha, pri meni pa ne odšteva. Bog pomagaj, Bog pomagaj. Le kaj naj se še spomnim? Torej, za podjetnice velja en splošen stereotip, ali pa saj tako sem slišal od svojih znank, prijateljic in tako naprej, da naj bi uspešna ženska bila samostojna, neodvisna in da ima moškega zgolj kot domačo žival. Ker se veste, ne? Prosim, ja, gospod. Aha, ok, v redu, v redu. Malce vode. Pa. Ker moški je podobno kot pes, kuža, ne? Se upravičujem, aha, ni res? Oba treba nahraniti, včasih skopati, nekatere tudi obriti, ne? Ja? In zdaj ne vem, jaz sem slišal danes, da so mnoge podjetnice srečno poročene, čestitam vsem, tistim, ki niso, Bog vam pomagaj. Tako da nikoli ni prepozno, evo, aplavz za bravo, bravo. Mlada dama, torej vi iščete princa na belem konju. Ne, jaz sem ga že našla. Lani sem bila Kristina Kastelic, letos Kristina Ravnjak, srečno poročena. Bravo, čestitam. Torej, ne rabi psa, kužka, ne? Potem sem slišal še eno zadevo, ki pa gre nekako takole. Zakaj moški nimajo menstruacije? Iz enega zelo tehnega razloga, ker bi se potem hvalili z dolžino svojih tamponov. Hvala Bogu, da nimamo tega, ne? Nekatere tudi so to primerjale takšno situacijo, zakaj nimajo partnerja, ne, ali pa še iščejo z hrano, ne, nekako tako gre. Namreč mnogo žensk ima raje dober kos pršuta v hladilniku, kot pa celega prašiča v dnevni sobi. Ki leži na kavču, gleda televizijo, ampak eni dejansko razmišljajo o svoji prihodnosti. Obstajajo moški, ki razmišljajo o svoji prihodnosti. Ne boste verjeli, ampak res je. Kako jih prepoznati? Oni, 500 žensk, veš, oni namesto ene gajbe piva kupijo 2. Razmišljajo o prihodnosti. Tako da, kakšen komentar? Jaz sem tudi tako mnenje, kot da se nalašč
z moških norčuješ? Če bi ti bil sam na odru, Skupaj zmorava več. nema veze, če sta tu dva na odru, pa probi se ti norčevati. Ne. Tako da, danes smo govorili o mnogih gostih, o podjetjih in tako naprej, nismo pa omenili naše 3 gracije, organizatorke tega dogodka, ki so priredile čudovit praznik ženskega podjetništva, in to so Zori Jakolin. Prosim, en aplavz. Tako. Urša Žorž, prosim, en aplavz. In trenutno odsotna Petra Škarja. Dajmo še za njo en aplavz. Hvala lepa, ker ste bile tako prijazne, a ne? Ni bilo na začetku lahko. Jaz vam želim čudovit dan še naprej. Odnesite čim več pozitivnih momentov iz tega dogodka, vztrajajte v svojih sanjah, ciljih, željah. Lepo je videti, da je čim več žensk uspešnih, samostojnih, srečnih, ker od moških zadnje čase slabo kaže, a ne? Tako da, hvala lepa še enkrat. Zadnji žebelj v krsto. Uživajte. Ja, čelvi se povabimo, ko se želimo razvedriti, pa verjetno, ko prijeta Andrej pa Ksenijeva podjetje, so dosti bolj žalostni obrazi. Ko boste zelo velike, oziroma ko boste zelo velika podjetja, recimo 500 tisoč ljudi, pa boste, kaj sem si napisal, tak res čaren scenarij, pa ne boste videli poti naprej, da v karijavam boste delali za vrati, za vratom in za vrati vašimi. Banke bodo ugotovile, da rabite denar, pa vam ga zato ne bo hotela dati, ker daje tisto, ki ga ne rabi. Potem boste ugotovili, da to je to, ne? In kaj pa takrat narediš? Pokličeš, a imaš čarovno palico, dosti redek primer, ali pokličeš tim, tandem Andreja pa Ksenijo, ki imata nekaj tazga očitno sabo nosta, ker sta že rešila predvsej takih podjetij, ki so strizali tem opisov. In če Andrej tako kaže, ne, tisto odločni in mogoče trdi del tima, Ksenija vlada tudi bolj mehke veščine in skupno naredili tako rešitev za podjetje, da so ljudje še kar zadovoljni, vsaj na dolgi rok verjetno, da podjetje obstane, kar je zelo pomemben, in da tudi ona dva, se prej na hodniku pogovarjali, ob tem čutita zadovoljstvo. Tako da bi povabil na oder in se prepustili na besedo. Hvala. Elvis mi je dal en navdih, najprej pa dobrodošle in lepo pozdravljene tudi z najine strani. Jaz sem Andreju eno leto nazaj, ravno eno leto bo kupila kužico, da mu ni dolg čas, ker sem jaz doma. Jaz pa vedno več doma. Tako malo za hec, ampak ja, ta kužica nama je popestrila življenje, ker sta dekletje odšli svojo pot. Tako da, midva sva partnerja v takih in drugačnih situacijah že več kot 27 let. In ko sem prišla z prvega randija domov, me je mami vprašala in, a ne? Sem rekla, našla sem moškega svojih sanj. Poročila se bom z njim. Kar seveda ni tako enostavno vzdrževati naprej. In kar ne pomeni, da je bilo 27 let pravljice, ni bilo vedno enostavno, ker midva sva si zelo različna, zelo drugačna. Prej ste slišali, ja, Andrej je veliko bolj trd, je moški, odločen, jaz sem zelo mehka, sočutna, tako pravijo, pa tudi sama mislim, da sem, oziroma vem, da sem. In v teh različnih vlogah, ki sva jih v teh 27 letih
se znašla, odigrala, če hočete, sta bile dve vloge, ki se še danes menjavata, ključne, da sva naredila preboj pravzaprav skupaj kot tandem. In to je bilo, da sva oba ozavestila in dojela, da sva drug drugemu učenec in učitelj. Ko sva najprej eden, pa drugi, dojela to, sva začela res sodelovati kot partnerja, kot tandem, kot enakopravna partnerja in delati korake, smele, majhne, velike in se premikati naprej. Predtem je bilo ključno še nekaj, da sva oba, vsak zase, se postavila, zgradila svoje osebnosti, svoje kariere in tako, meni to dolg časa ni bilo čist ok. Meni se je zdelo, da se poročiš tudi zato, da imaš nekoga, ki te podpre, ki te tako malo ruka naprej in da ti pomaga, da lahko jokaš, da nastavi ramo. Ja, sej tudi to je. Ampak skozi leta sem se naučila, da je najpomembnejše, da se naučim živeti in ustvarjati samostojno, sama svojo pot. In v tistem trenutku upam si trditi, da točno vem, kdaj je to bilo. To je bilo 13. oktobra 2001, ko sem res naredila enega svojih največjih prebojev v karieri in stopila pred skupino ljudi in odpeljala svojo prvo delavnico. In ko sem prišla domov, sem vedela, da nikoli več ne bom takšna, kot sem bila pred tem dnevom. Bila sem zelo samostojna, neodvisna in verjela sem, da zmorem vse sama. In tisti trenutek je začel verjeti vame tudi Andrej. To je ključno, ker seveda v tandemu lahko je tandem ali pa je lahko uspešen samo, če sta dva enakopravna, dva samozavestna, dva ambiciozna, ki seveda se spoštujeta in se dopolnjujeta. In to poskušava midva pač to slediti, nisva pa pravlični idealni par in to ni vsak dan tako enostavno, ampak zato si prizadevava, to je edino. Skratka, vsak od naju je pa moral svojo pot narediti, pa svojo preko znanja pa izkušnje pridobivati, zato da sva se potem v enem trenutku lahko združila in začela že kar nekaj let nazaj tudi skupaj sodelovati. Največ je pa potem najbolj polno z posluhom lastnika zdajšnjega Steklarne Hrastnik, smo pa lahko naredili naprej v Steklarne Hrastnik, ki ga bova tudi na kratko predstavila, kaj konkretno to pomeni, kaj počneva. Jaz samo mogoče še en mali dodatek. Zato, da mi lahko skupaj kaj pametnega počnemo, ni nujno, da je 500 ali pa 1000 ljudi. Mi se zelo veliko ukvarjamo s vsakim posameznikom, iščemo potenciale njegove, iščemo učinkovitost timov 3, 5, 7, 8, 10 ljudi, tako da to je ključno, ker 500 ljudi, če je lahko tudi velika zguba energije pa velike stroške, se pravi, mi se ukvarjamo z vsakim posameznikom in preko posameznikov in timov, ki so potem uspešni, gradimo potem celoto in pač je to 500 ali pa koliko že, nas je 700 Steklarnih Hrastnik, uspešen tim. Seveda, če malo oriševa, kaj pri tem uporabljamo, ker smo midva zelo različna in če sem jaz bolj tist za strukturo, za modele, za vizijo, potem seveda moram zato uporabljati določena orodja in že od nekdaj vsak si svoja zbere, tega je veliko na trgu, jaz ne vem, kaj vam deluje. Zame je že toliko in toliko let nazaj, ko je prvič prišel Ilček Adizes v Slovenijo, me je takrat očaral s tistim, kar je govoril že takrat. On je že takrat govoril o tem, da je človek vse in da perfektnega menedžerja ni. Ker do takrat so nas še učili, pa pošiljali na študije okoli in preverjali, če smo perfektni. On je meni prvič frustracijo me razbremenil, ker sem ugotovil, da ne rabim biti perfekten in da ne moram biti perfekten in da perfektnih ni. Tako da perfektnosti pri sebi ne iščite samo, kje ste najboljše, kje ste tisto, ker imate dodano vrednost in potem seveda, da je to vaša prednost in na koncu se povežete s tistimi, kar vam še manjka. In to zdaj midva počneva. Jaz veliko tega, kar ima Ksenija, jaz ne moram nikoli razviti.
In tisto, kar imam jaz, tudi ona ne more tako delati uspešno kot jaz. Torej, jaz sem stavil veliko na to metodologijo, recimo Ičeka Dezesa, zdaj nimamo dovolj časa, da bi šli v zelo detajle, se pravi, potem zelo poznana je njegova, bi rekel, teorija, da je podjetje tako enako, kot je življenjski ciklus človeka, se pravi, se rodiš, si v puberteti, si v zrelih letih na najboljših močeh in potem seveda počasi toneš in propadeš. Ampak dobra novica pri firmah je, da to ni potrebno, podjetje lahko skozi na, bi rekel, višku, če seveda se prav vodi. Seveda morate pa vedeti, da v vsaki fazi imate različne karakteristike in se vodenja firme lotevate na različen način. Tukaj imate zelo pestro strukturo, verjetno nekatere ste podjetnice, ki ste na začetku, nekatere ste že nekaj let, nekatere imate 10 zaposlenih, drugih 20, kakorkoli že 100, skratka, seveda so pristopi različni in tega se treba pač zavedati in to drugače delati v vsaki tej fazi. To zelo veliko piše tudi v knjigi, ki smo jo mi tudi prevedli, ravno zaradi tega, ker želimo osveščati ta stanja, tako da jaz več kot toliko tukaj ne bi. Naprimer, zelo veliko imate pa primerov v slovenskih podjetjih, ko so že po tisti preko fazi največje moči, aristokracija, takrat je važno, da imajo direktorji velike avte, pa te prave pisarne na pravih koncih, pa gospod predsednik se ji mora reči, potem seveda to je že znanilec, da bo firma propadla. Zato, ko pridete v firmo, takoj ugotovite že, kaj se dogaja in že vam jaz lahko povem, kaj se bo s to firmo zgodilo čez 2-3 leta, če ne bo nič naredila. Potem se med seboj obtožujejo, ponavadi potem financerka prevzame oblast, ker mora stroške klatiti in potem je konc firme in potem počasi pride preko propast. Seveda, odvisno od tega, kje pa firmo dobite, se pa potem lotite, pa se na različen način s tem pa tudi ukvarjate. To je ena stvar, ki je bila zame zelo zanimiva. Druga stvar je pa Ksenija dodala. Ja, v bistvu midva sva na vseh projektih, pa pravzaprav življenje naju je to naučilo, da če ne najdeš smisla, če ne najdeš svojega poslanstva, namena, zakaj si sploh tukaj, v tej situaciji, kaj lahko narediš, če nimaš zelo jasno ozaveščenih svojih vrednot, ki so tako kot, bi rekla, nek kompas vsakega od nas, po katerem delujemo, in če ne vemo, kaj nas čisto zares motivira, pač preprosto ti vse znanje in vse, kar imaš zraven, ne bo pomagalo. In ko sva pred 2 leti bila na posebnem treningu kvantnega voditeljstva pri Dani Zohar, sva ugotovila, da se to dejansko imenuje kvantno voditeljstvo, ko začneš poleg teh raznih orodij, ciljnega vodenja in ostalih metodologij uvajati tudi vizijo, smisel, se pogovarjati o vrednotah in iskati motivacijo prav vsakega zaposlenega, vsakega od nas, tudi najprej seveda voditelj pri sebi. In nekako je tudi najino delovanje dobilo strukturo. Kako v bistvu to čisto praktično možno pokazati, je tako, ne vem, malo spominja na ta simbol yin-yang, ki nam je zelo blizu, a ne? Če smo v preteklih letih delovali predvsem res cilji z metodologijami, danes vidimo, da to ne deluje več in zato dodajamo vizijo, postavljamo strategijo in se pogovarjamo o smislu vsega. Se pravi, to je ta emocionalna inteligentnost in pa duhovna inteligentnost, tako z eno besedo. Nekako, ja, težko je sicer reči, da imava midva ta dva področja razdeljena. Seveda to, kar je Andrej rekel, on je veliko boljši v zgornjem delu, kar pa ne pomeni, ker sem tudi sama ekonomistka, da ne poznam, da ne obvladam teh orodij, ampak nekako boljša, moja dodana vrednost je v tem spodnjem delu. Jaz sem pač rojena za to, tako sem nekako prišla do tega, a ne? In enako je, Andrej je blazen vizionar. On je v bistvu tisti, ki je pripeljal idejo steklarne k nam domov, a ne? Jaz sem bila zelo tako, okej, a ne, povej mi več o tem, a ne? In preprosto, ko zaupaš, verjameš, potem greš za takim vizionarjem. Tako da to ne pomeni, ja, da sva strogo ločena, sprehajava se čez to mejo, tudi lastnega udobja. Ta model je zame zelo uporaben in vam ga toplo priporočam, se je v predstavitvi, da če imate zdaj še kako vprašanje, se bo tudi lahko mirne duše še obrnete na nas. Skratka, to ni nič druga kot čisto domača kmečka logika, pa stara mama princip, jaz to imenujem. Pomeni, hodi po firmi, pogovarjaj se, poslušaj, najprej preden govoriš in seveda sprašuj se,
zakaj je tvoj sodelavec mogoče danes malo slabše volje, kaj je narobe, zakaj bi on bil cilj, zakaj bi bil on del te ekipe, kaj so njegovi cilji na koncu in s čim bo on motiviran, vse o tem bomo še prej. Se pravi, to ni nobena vesoljska znanost. Enostavna stvar je to, da toliko enostavno je, da ljudje ne verjamejo, da deluje. In potem imate podjetja, pa zraste na 50-100 ljudi in vas začnejo obletavati razni svetovalci, ki vam prodajajo model tega, pa model onega, pa tisto strukturo, pa tako naprej. Super, se tudi to potrebujete. In ko rastete, tudi po Adidasu se morajo te strukture počasi graditi in se morajo seveda tudi na nek način utelesiti v firmi, ampak po drugi strani ne v podjetju, ki raste, ki je začelo ne preveč poudarjati teh struktur pa modelov, pogovarjate se še raj, nadomestite to z boljšo motiviranostjo sodelavcev, ki jih imate in na koncu boste v tem sigurno veliko več dosegli. Ko pa seveda podjetje raste, ko se pa struktura krepijo, ker se morajo procesi razdeliti, funkcije se morajo razdeliti v firmi, to je pa pač ta struktura, se morajo postati neki kazalci še bolj konkretni, se postavijo akcijski načrti, bla bla in tako naprej, strategije, ne vem kaj že, a ne, ampak še vedno, pa takrat pa se vedno pozabi, da je pa najbolj pomembno, da generalni direktor, pa direktor firme, pa lastnik firme hodi po firmi, jo občuti. Jaz, ko grem po tovarni, vam takoj povem že, da bo čez 2 dni ali pa čez 2 dni še dobra proizvodnja ali pa ne bo več. Zato, ker že čutim, da se nekaj dogaja, da mogoče ljudje niso zadovoljni, da je mogoče nared, ker ga mogoče 14 dni nazaj ni bilo, skratka, kakorkoli. Skratka, to so stvari in to je pa pomembno, to, ko je Ksenija rekla, da v steklarni smo delali prve 3,5 leta, 4 smo imeli vizijo, braniti delovna mesta. Lahko bi 400 ljudi zaprli takoj, odpustili, pa bi zaprli te enote, ampak smo ohranili vseh 700. Vseh 700 ljudi se je poenotilo s tem, da je to vizija, s katero lahko živijo. In zato so bili pripravljeni nekaj narediti. Zato smo se pač tudi borili. Pa nismo imeli vseh raznih programov, pa modelov, pa Toyote, pa ne vem kaj še vse, ampak smo imeli ljudi, ki so se borili za svoje službe. In to smo pač dosegli po Dani Zohar, da je 75% ljudi se poistovetilo s to vizijo. Sej, lahko je firma samo 10 zaposlenih, s tem nobene veze. Vi služite enemu trgu, imate neko stvar, za katero ste nastali, imate neko vizijo, imate eno strast in na koncu je to tisto, kar vas potem tudi poriva naprej. In to je pač zelo pomembno in zato se mi zelo veliko ukvarjamo, bomo še pa kasneje malo več o tem in je zelo povezano potem tudi spet z vrednotami ljudi, ki so noter, ker na koncu, če imate vi firmo, ki recimo je pomembno okoljevarstvo, pri nas je, recimo mi našim kupcem v Angliji prodajamo tudi zato, ker se obnašamo do okolja zelo odgovorno in do vseh ostalih deležnikov, ne, potem ne morate imeti ljudi, ki jim je čisto vseeno, če kakšno olje se zlije, pa gre v lokalni potok. Tak človek, ki mu je to vseeno, ne more zraven za nas delati. To je pa čisto praktična posledica tega, ko mi čas reče, kaj pa filozofiraš o vrednotah. Se to čisto brez veze. Ne, ni, ker če ti človek čisto vseeno, če ti vzame 5 krožnikov, pa jih odnese ven, pa to ne smatra, da je naredil neko škodo svojim ostalim kolegicam pa kolegom, potem s takim človekom nimamo kaj početi. In to je pri nas knockout kriterij in ko smo zdaj spet enega dobili, ki je pač 5 krožnikov hotel odnesti ven, bo izgubil službo. Tako je, nimamo kaj debate. Sindikat se strinja in da še sam zraven ta zadnji žeb v to krsto, ker je pač to tako. Se pravi, tukaj zdaj nimamo več kot toliko časa, moramo iti naprej, ampak o tem dobro, sem vsake toliko časa si tole dati na mizo, pa reči, a sem mogoče preveč v onem delu, a sem mogoče pozabila spet ali pa pozabil hoditi okoli, zato bolj za reminder. Ker na koncu to že vse imamo, to sem vse starši že dali, nobenih orodij ne rabimo, pa na noben seminar nikamor ne rabimo hoditi, da se tega lotimo. Pa ugotovimo, da nam še kaj manjka, pa se pa začnemo še dodatno znanje nabirati. Ja, v bistvu, da te stvari sprožiš, mora, tako kot je bilo v uvodu povedano, dejansko nekdo priti, ki ima vizijo, ki ima v bistvu, ne vem, za naju dva sta taka guruja, če hočete, ali pa simbola, pač Mahatma Gandhi in Nelson Mandela, ki dejansko ni tako gledano, teoretično, realno, nista imela prav velik šans, da naredita to, kar sta sanjala in to, kar sta imela v osebni viziji. Ampak jima je uspelo, ker sta pač preprosto verjela in celo svoje življenje tudi žrtvovala del družinskega življenja za svojo vizijo. Tako da voditelj je ključen, glava mora vedeti, kaj želi, kam bo popeljala ta ustroj, to podjetje, to družino, karkoli že. Če ne vem, državo, a ne, včeraj sem poslušala eno zanimivo debato, ko smo bili na čaju pri prijateljih, tej državi manjka glava, odločen voditelj.
a ne, in zato se Okej. malo Pa zgubljamo. da se ne bomo o tem zgubljali, ker se mi zdi včasih, da je že skoraj brezupno. Se pravi, pride nekdo, ki ima ambicijo in v tem primeru sem si jaz pač imel priložnost pogledati 3 tedne prej 4, kakšna situacija v steklarni. Ugotovil sem, da je ogromno znanja, ogromno enih priložnosti, ki še niso izkoriščene, ker podjetje je bilo takrat pred tem, da čez nekaj mesecev, če bi šlo tako naprej, da propade. In na koncu ta odločenost oziroma to, ko sem si to proučil, smo ugotovili, da obstaja potencial. Potem smo začeli, in tukaj Ksenija seveda zelo pomembna bila, smo začeli iskati ljudi, ki imajo še iskrce v očeh, ki bodo pač ta proces potem skupaj z nama, preko v tem primeru, delali, ker seveda sam nič ne narediš, posebej ne v podjetju, ki ima 700 ali pa 800 ljudi, še tako manj. In potem seveda iščeš tako imenovane mojstre vrhunskega obvladanja, reče to Dana Zohar, skratka iščeš tim, čisto po domače, tistih, ki jih pač, s katerimi, ki imajo še dovolj energije, da se tega lotijo, in tem seveda teh skupaj 10, 12, 13% ljudi v timu potem lahko potegne ostale, zato da potem čez čas sledijo, in potem je seveda, kot reče Dana Zohar, 75% ljudi mora to vizijo deliti in potem je firma dolgoročno uspešna, če ne pa je ne, ampak 5% populacije pa ne boste nikoli spremenili in se v firmi tudi več kot toliko ne splača sekirati. Dobre firme imajo mogoče 2% takih ljudi, slabše firme imajo 5%, ampak tu nekje, nekaterih ne boste spremenili, nekaterih ne zanima. Zdaj se vprašanje sem, kaj se boste odločili, a vas ne motijo, če vas ne motijo, jih pustite in delajte naprej. Skratka, to je zelo pomembno, začne se sprememba na glavi in nikoli ni delavec kriv, da je firmi slabo, kriv je lastnik, kriv je direktor in na koncu potem se tam začne. Naprej. Ja, v bistvu nekaj, kar se nama zdi zelo pomembno pri voditeljstvu in kaj iščemo pri naših vodjih in kot je rekel Andrej prej, je ničelna toleranca, če ni vodja z svojim delovanjem zgled drugim, zaupa, se pravi, da delegira, da prenaša informacije. Zdaj imamo z enim novim vodjem izziv, ki skriva informacije, jih ne daje in ima neke vrste poskusno dobo, kaj bo s tem naredil, a bo korigiral svoj način delovanja ali ne. Se pravi, gre med ljudi in vključuje ljudi, skupaj z njimi raziskuje možnosti, se pogovarja, ker, kot smo slišali, en sam ne more nič. To bo pa še naprej, ker sva že počasi. Tudi ta model, po katerem mi delamo v VB-ju, ko smo ga skupaj s Ksenijo razvila, bo pa kasneje v enem filmčku na koncu še mogoče obrazložen, se mislim, da večina vsi obvladate angleščino in bi potem mogoče tole zdaj preskočila. Pomembno je tukaj samo, da v vsakem timu ali pa v podjetju, če so kakšne težave, je treba prvo to priznati. In je ta faza streznitve zelo pomembna. Tudi mi, ko delamo delavnice, kot bi ko gremo kakršenkoli tim si morate prvo priznati, da neke stvari ne dela dobro in da imajo neke izzive. In seveda tudi v podjetju moraš si reči, če ne bomo nič naredili, bomo propadli. Zato je to famozno, ko gledate v filmih, ko reče nekdo, ja, jaz sem alkoholik. Ime mi je to, jaz sem Andrej in sem alkoholik. Jaz moram najprej priznati, da sem, potem se lahko začnem zdraviti. S podjetjem je ravno tako. In ko se to naredi, to je najbolj pomembna faza, potem je pa vse ostalo, že pa rekel, v orodjarni se že dobi. Pomeni seveda prva pomoč, stroški, čistimo, ne vem kaj, in tako naprej, in tako naprej. Ampak o tem bo kasneje še v filmčku na kratko, kot bi glede na zelo omejen čas preskočili. Seveda je pa zelo pomemben to, ker pa najdeš v podjetju in se zelo podcenjuje. Govori se samo o strojih, a so še dobri, govori se, a imajo produkt, pa ne vem kaj. Na koncu pa noben ne ukvarja s tem, pa to ni važno, koliko je podjetje, kakšna je situacija čist v atmosferi, v kulturi podjetja. Ko smo prišla v steklarno, seveda je bilo ogromno apatije, strahu in jeze. Apatija jim je bilo nekaterih že čisto vseeno, strahu pred izgubo službe, pred šefom, ne vem kaj, ker šefi so tudi kričali še na zaposlene, tudi te stvari smo še imeli. Potem seveda dovolj jeze, pa kaj zdaj, mislim, dosti smo že vsega, Zdaj, demotiviranost totalna, S tem ne moreš nič narediti, In tukaj zdaj Dana Zohar, če gremo naprej na naslednji slajd, zelo dobra razlaga, pa mogoče Ksenija boš ti to?
Da v bistvu spremembo ne moreš narediti, kadar si na tej spodnji strani lestvice, motivacijske lestvice, kadar so ljudje v strahu, v krču, v apatiji. Takrat v bistvu delujejo samo obrambno ali pa agresivno, napadalno in takrat ni sodelovanja, ki pravzaprav ga prinese ta pravi voditelj, da začne ljudi vključevati, da jih začne povezovati, da ljudje začnejo timsko sodelovati, raziskovati možnosti, da začnejo verjeti, da imajo možnost, da imajo potencial. Jaz sem prej zunaj klepetala, preden smo prišli, to, kar je v Hrastniku, nisva midva pripeljala, to vse tam je že bilo. Sam ljudje preprosto niso verjeli, da znajo narediti najčistejše steklo na svetu. Steklo, ki ga v bistvu lahko skoraj v nedogled pereš v pomivalnem stroju, nikoli ne postane sivo in praskavo. In tega niso znali prodati. Pa ne zato, ker ne bi tega vedeli, ampak niso si upali. Niso si upali dejansko uspeti in pokazati, kaj znajo. Zaupanje vase. Se pravi, ko ti človeku začneš zaupati, bo dal od sebe bistveno več, kot si čist na začetku pričakoval. Začne se pa vse s spoštovanjem, ker če človek preko na spodnji strani, očitno je to posledica tega tudi, da ni bil spoštovan, da se ne čuti potrjen, da nima samozavesti in pomeni, da smo se s tem zelo veliko ukvarjali. Najprej smo začeli s spoštovanjem, začeli smo govoriti okoli skozi, da se spoštujemo, spoštujemo se dejansko. To spoštovanje ne pomeni, da ko vstopiš noter, pa rečeš dober dan. To je sam bonton. Spoštovanje je, da pač resnično se sprašuješ, kaj je motiv tega človeka, zakaj na koncu bi on prispeval kaj več ali pa ne. Na koncu, ko so bile plače mizerne za sodelavke, 300 njih je bilo, ko so pač po naši zakonodaji, kot veste, imamo lahko situacijo naslednjo, da so plače pod minimalno, pa se dodatki za nočno pa nedeljsko delo izplačujejo in se s tem doseže minimalna plača, pa je vse okej, ne? Tako je naša zakonodaja, ker je zame čudna, ne? In jaz sem to takoj odpravil. In na koncu s tem smo dali tem delovnim mestom spoštovanje. Se to je delo, kam pomeni 100 ljudi, 100 evrov. To je pomenilo 100 evrov več. Jaz vem, da pri delavkah, ki so imeli takrat 500 evrov plače, 100 evrov bilo veliko, ampak kljub temu, denar ni bil tukaj najbolj pomemben. Pomembno bi bilo to, da je mi nekdo rekel, hej, veste, ki so v glavnem gospe, ne, pa tudi dekleta, se pravi, veste zadnji člen do naših kupcev, veste zagotavljanje kakovosti, to se pravi, vsaka steklenica ali pa kozarc je takrat šel še več ali manj samo čez človeške roke. Torej pomeni, da ste vi zelo na pomembnem delovnem mestu, ste pa najslabše plačane. Kaj lahko naredimo, ker si veliko ne moramo privoščiti, da vam vsaj te dodatke nedeljske in praznične tako naprej plačamo v polnosti, ne glede na to, koliko imate pač tisto osnovno plačo. In to je pa to spoštovanje in seveda pa je še cel kup drugih stvari, ko smo jih počasi začeli graditi. Iz spoštovanja pride zaupanje, ko je rekla Ksenija, potem pa pride še lahko spremembe izvajaš, ne? Dejansko to se kaže tako, da sproti razčiščujemo vse konflikte, zamere, se vsake toliko časa ustavimo, naredimo time out in si povemo, kaj nam ni okej. Smer, se pravi vizijo, strategijo preverjamo vsake 3 mesece, ne vsake 3 leta. Vsake 3 mesece se usedemo dol in se vprašamo, a smo še na pravi poti. Odpiramo dialoge, se poslušamo in dejansko s tem tudi izkazujemo spoštovanje drug do drugega. To je konstanten proces. Seveda ne zamenjujemo pa to z nedisciplino. Mene velikokrat interpretirajo, vi se sam poslušate, pa sam filozofirate. Čak, mi se najprej zelo veliko poslušamo, mi se najprej zelo veliko pogovarjamo, ko se pa odločimo, smo pa vojska. In je disciplina, mi smo procesna industrija. 10 000 razlogov lahko je vsak trenutek, da je steklo slabo. Se pravi, mi moramo narediti 10 000 razlogov, da bo dobro. Pomeni, da moramo imeti, vsi zaposleni morajo vse svoje narediti maksimalno, koliko se da, zato, da bo proizvodna kvalitetna, pa da bo vse ustrezno. Skratka, zato moramo biti motivirani. Ja, in nazadnje, na koncev, pa ne najmanj pomembno je, da so naši zaposleni po različnih skupinah, lansko leto je tekel proces praktično čez celo leto, prišli do 3 ključnih vrednot. Prva med njimi je čistost in to, kar je zapisano, to so zapisali naši zaposleni, kaj jim pomeni čistost. Potem druga je strast, spet njihove besede, kaj jim pomeni strast. In tretja vrednota je srce.
Jaz bom odkrita tu med vami v tej družbi, ko se je to zgodilo, ko so bile te 3 vrednote ubesedene, tam nekje sredini lanskega leta, ko sem se peljala domov, sem celo pot jokala kadež. Ampak jokala od sreče, ker to niti v sanjah nisem pričakvala, da mi bojo proizvodni delavci prišli s takimi vrednotami. Srce, strast, čistost. O tem ne govoriš v tistih prostorih, kjer je, ne vem, pot, kjer je vročina, kjer včasih smrdi in je vse črno. Ampak ja, naši ljudje so neverjetni. Tega je, da ni odvisno od tega, koliko razredov šole je kdo končal, ampak da je srčnost čist druge locirana. Ne? In tukaj nas naši, rekel, zmeraj presenečajo. Jaz sem rekel tudi zunaj, ko smo se pogovarjali od vseh nagrad, ko smo jih zdaj dobili za pač način saniranja, pa karkoli že smo počeli, mi je najbolj dragocen, rekel, en tak dogodek, ki sem ga imel recimo pred 14 dnevi, ko je prišel mi sodelavec, strojnik iz steklarskega stroja, po 40 letih je odhajal v pokoj in je bil pri meni na kavi, preden je odšel, in je na koncu rekel, sem še zdaj krgarjen, je rekel, a vam lahko rečem, da ste moj kamerad. Tako da, sam še preden gremo na preden si zavrtimo ta filmček, imam sam še 2 stvarčici. Filmček je zelo kratek, tako da bomo potem končala. Namreč, to vse, kar mi počnemo in smo investirali v zaposlene na tako ali drugače, preventiva, povečevanje plač, še ko je bila zguba, smo dvignili plače za 1 200 000 maso na letni ravni in ne vem kaj. Seveda, hvala Bogu, da je lastnik zaupal to, da bomo to naredili, da je to dovolj. Seveda je pomeni samo, da je to dobra investicija. Mi smo danes zato toliko profitabilni, mi smo danes zato toliko uspešni, ker imamo motivirane sodelavce, ker smo to pač skupaj zgradili. In je to investicija. Zato vsi tisti, ki nas preko to odpluvajo, pa pravijo, da sem jaz sindikalni direktor in da pač to v normalnem biznisu to se ne da, to ni res. Jaz govorim, to, kar mi počnemo in kar verjamem tudi vi v vaših podjetjih počnete, to je prihodnost. Te vse ostale bomo mi tako odplaknili, ker te ne bojo preživeli. In to je pač definitivno tako. Kaj smo pa še naredili, da tudi številke štimajo, boste pa videli v tem filmčku, bi vas pa sam še nekaj prosil. Ta filmček je nastal kot rezultat tega, da smo bili nominirani za nagrado za poslovno odličnost, pa ne eno od slovenskih, čeprav je bilo tudi takih nekaj, ampak je to mednarodna nagrada in sicer je pod sponzorstvom britanske vlade pa njihovih ministrstev, pač locirana v Londonu. Skupaj je tudi, mislim, da letos je bil v tej konkurenci tudi Krapovič in podobna podjetja iz Slovenije. Steklarna Hrastnik je slovenski zmagovalec, tako da smo pač med 32 najboljših teh podjetij po tej nagradi v Evropi. In bi vas lepo prosil, ker zdaj, ko boste ta filmček videli, potem lahko tudi za nas glasujete, ker zdaj glasujete za Slovenijo, za podjetništvo iz Slovenije in na koncu, če bo dovolj ljudi glasovalo za nas, bomo pa mogoče v Evropi najboljši, ne? Hvala lepa. We have more than 150 years of tradition in the knowledge of production of the most technically demanding products in the tableware, packaging, lighting and handmade glass. State-of-the-art equipment and dedicated employees in manufacturing allow that glass achieves exceptional quality. We are interweaving your dreams in our glass. In 2013, we achieved 48.6 million euros turnover, amounting 23% more than in 2009. In 2009, the loss amounted to 5.35 million euros. In 2013, the profit amounted to 2.8 million euros.
Innovation gives added value to our products. We improve production efficiency and reduce the impacts on the environment. In addition, the soft indicators improved in the 2013 comparison to 2009. The sickness absence decreased by 23%, the overtime by 30%, and the number of workplace accidents by 48%. The restructuring model was developed by a team in my consulting company, VB Consulting. Model puts the employee as the key to success in the center and is based on finding the potentials, not only to minimize the costs. We assess the actual situation on the basis of performance indicators. We inform all stakeholders about the rescue measures with an emphasis on their interests. We have intensive communication with employees in order to increase hope and confidence. We perform classical remedial measures. We measure values among employees and find 5% of employees from different areas who are crucial for transformation. We stabilize and optimize the entire process, from demand to customers' payment. We raise production efficiency and quality of service and increase sales to existing customers. We connect a company into a single organism. The first successes strengthen team spirit. Conditions are laid for the creation of a new strategy based on a detailed SWOT analysis. Employees practice self-initiative. Errors represent a learning tool. With innovative products, we bring a certain amount of creative chaos and unrest, and the project approach reduces bureaucracy and develops leadership. Most employees live for the mission of the company. The principles of a learning organization are introduced. The employees themselves seek knowledge and contribute suggestions for improvements. Only with transparent communication, established relationship and trust of employees, we can carry out the change. The model helped us save the company from bankruptcy, keeping the glassmaking tradition and jobs. By searching for the potentials in non-profit departments, we maintained 700 out of 750 jobs in the community where we employ 1/3 of the population. With that, we prevented social instability in the local community and positively stimulated its development. Hvala. To je to, potem. Hvala lepa. Veliko uspeha. Jaz sem spet ganjena, vmes sem se jokala. Najlepša vam hvala, zato ker najprej sta stala na odru človeka, potem poslovneža, je tako? Tako ste jih začutili in najlepša hvala. Jaz sem vesel, Lena, da si ti prevzela besedo. Jaz sem bil tudi kar tako malo mišljen, moram priznati. Ker jaz sem poznal njuno delo odprej, ampak nisem povedal, da sta res tako človeška. Hvala za tako predstavitev. Jaz se zdaj moram malo globoko vdihniti. Drage moje, Jaz moram še nekaj se pravičujem. Drage moje, jaz to lahko rečem? Lahko. Drage moje, sledi opravičilo. Še kar. Pred samim kosilom sem dejal, da je tam čudežna bovla, s katere potem potegnemo nagrade. Noter daš vizitko in potem dobiš nagrado. Žal ni to res. Še boljše, sploh ne potrebujete vizitke. Ker mi smo zbrali vse vaše podatke, vse vemo o vas in smo dali v eno škatlo, ki ne vem, kje je, ampak je nekje, in iz tiste škatle potem bomo potegnili ven vaše ime.
ali pa ne, ampak Čez 40 minut. čez 40 minut. Ja. To je to. Tako da vse, ki boste tule, boste dobili lahko nagrado. Lahko, ne, to pač lahko. Še prej imamo pa še zelo zanimive stvari. Ampak ti čisto oprostimo, ti pa 500 žensk. Hvala. Pa nekaj pravih moških. Ja. Okay. Dragi moji, zdaj pa bomo se spet zahvaljevali, ampak bomo to naredili skupaj, zato ker skupaj zmoremo več. In sicer imamo ogromno ljudi, ki delajo za podjetja, ki so verjela v to zgodbo, ki so jo začele Zori, Urša in Petra. In zato se bomo zdaj skupaj zahvalile vsem sponzorjem. Zahvalili. Zahvalili vsem sponzorjem. In sicer bom jaz zdaj dvignila listek in pokazala listek in potem na 3, 2, 1 bomo skupaj rekle tega sponzorja. A prav? Prav. Pazi. To ne oboga nič, to mi je všeč. 3, 2, 1, zdaj. Super. 3, 2, 1, zdaj. Provent. 3, 2, 1. Kropik. 3, 2, 1. 3, 2, 1, zdaj. Daj če zadnji. Naša. Ni. Ubogaj ni. Okay. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vina Koper. Bravo! Bravo. Super, čestitke vsem. Tu so, za svojimi lepi logotipi. Jaz imam eno ful veliko željo, pravzaprav, to zdaj govorim čisto poslovno iz mojega faha, da si enkrat želim, da bi čisto vsem podjetjem vzeli logotipe in bi vsi ostali samo na vrednotah. Ja? Vse logotipe proč, pa da vidim, kdo se bo obdržal in obdržali se bojo zaradi vrednot, ki jih pozabljajo. Ok, to je bil intermezzo. Ja, okay. Brezplačno. Zdaj pa še... Zdaj pa imamo še. Še mava. Ampak zdaj pa ne bo treba brati, da pa mi danes sta zbrala. Ne bo pa treba nič šteti, sam poslušajte, ker zaradi njih je to vse skupaj bilo, ne pa zaradi vas seveda. Jih je pa približno 16. Začni. Avstrija Trend Hotel, Jamnica mineralna voda, Palmieri, M4 Line Store, M4, M4, Baloni Magic, SP, Automatic Service, Sanski šopek, Do It, DOO, Od Rožice so dale Sanski šopek, no, to moram povedati. Do It, Ličenje Tjaša, Sterle. Sterle, In zadnji, ampak ne najzadnejši, Tiskovna agencija Morel. To so oni, ki danes snimajo. Super, hvala. Hvala vam za pozornost. Zdaj pa rabimo malo pomoči. Zdaj pa rabimo vašo pomoč, ker tega je še ogromno, ker Ja, ogromno bova še. ljudi verjame v ta dogodek in vse ste dobili take lepe vrečke. In nam se v bistvu zdi lepo, da se jim zahvalimo. Ja. Čeprav je pa res časih malo dolgo, ker so dobili tole, pa so rekli, to morate povedati, ne, ker to je pravilno in To je zveličavno. spoštovanje. Spoštovanje. Okay. Se Pa pravi, se- vse imamo vrečke in zdaj vas prosim, da kar vzamete randomly, ne vem, kako se to reče po slovensko. Naključno. Kar, naključno. Naključno. Vzamete ven stvari, ki so noter in potem se na glas zaderete, čigava je ta stvar, da vemo, kdo je sponzor. Ja. Kaj imamo? Ženski svet. Ženski svet. Ženski svet. Čakaj, malo red in disciplina, kot bi rekel, ne, Andrej. To je po vrsti. Smo se dogovorili, zdaj pa to naredili. Okay. Ti pa govor na glas, ali? Zakaj smo brez denarja? Dobro vprašanje. To je pa daroval... Ekosen. Prav. Super. Afrodita, absolutno. Jana. Je našel kdo erilo čaje? Ja, vsi. Juhu!
Ok, a ja ne smem se deliti. Ja. Oriflame, kristalna pilica za nohtke, Ste dobile? tudi. Nekatere so dobile uhančke iz pleksi stekla, nekatere pa ne. A ste nekatere dobile? Ena je dobila, dve, več jih je. Ok, se pravičujem za ostale. Potem tile lepi leseni metuljčki. To pa je izdelal Artpoint DOO, krasni. In še pred zadnja, po moje, Ne, kar še mama. napolitanke. Löker. Loaker. Spravičujem, ni po nemško. In balzam za ustnice, da boste lahko mrežile. Je pa dala ekstaza lepote. In potem še Alchemy Naturals, čokoladica Lucifer in bone za popuste. a ste še kaj našli, pa nismo povedali? Lepo knjigo, eno smo povedali in tista je o jazbecih. Krasno. A si slišiš? In potem imamo še medijske sponzorje. Teh pa ni toliko veliko. Aj preberva, ker so ti si iz medijev, ne? Ja, vsekakor. Daj, začneva. Ti začni. Ne delo, Revija Direktor, pa ful nobel, to je za vas, ne. Radio 1, revija Virus, ki z boleznimi. Revija Ženski svet, Med Overnet, blog Napredni svet, Zavod Mladi podjetnik, Zavod Stari podjetnik, Sele, Sabina Gosenca, triumfator.si, revija Lisa, Dobra bravo, novica, in apartmajdirekt.com. Bravo! To je to. To je bil najtežji del današnjega vodenja. Ja. Hvala vam za pomoč. Zdaj bomo pa še, Dve gosti iz tujine, če češ gosti, se tako dvojni, tako da se pol bova, ve. tako da bova Gosti. govorili v hrvaščini. To pa ne, Ja, jaz ne znam. jaz znam. A res? Ampak ljudje pa boste vsi razumeli hrvaško. Ja, Veš, mladi ne razumejo več. Tu imamo zelo mlade. Lej. Bolj ali manj. Okay, Pa kar, po slovensko jih predstavljam. izvoli. Drage moje, baš mi je drago što će na pozornici biti Maja Smoljo i Anđelka Toto Ormuš. Kako ste? Dobrodošli. Jel se dobro osjećate kod nas? Prekrasno. Prekrasno se počutijo. Prevaja pač. Evo, mi ćemo sad sjest i ušutit. Mi se bo usedla. Znači ovaj radi, da, ali preko ovaj radi. Kako? Kaj še naredimo pol? Aha, radi pa tu mono. Ovaj sad radi. Da, jel se čujemo? Tihneva. Ne. Linija? Predstavljajo jih. Glede na to, da ste se ukvarjali s komunikacijo in PR-om, ne? A se boste kar sami malo predstavili mogoče? Pa vi ćete se sami predstaviti? Sami ćemo se predstaviti. A se boste da. sami predstavili? Jedna drugu ćemo... Ili sajam, nisam shvatila. Sami, vi sami. Da, mi ćemo se međusobno Prav. same Prav. predstaviti. Pa še kaj vprašali, če se ne bomo razumeli. Joj, sporije. Pomagaj mi. Vprašanje, pitanje, može. Ja. Ja, sve. Aha. Ajde da vidimo koliko će vas razumjeti nas, koliko vas razumije hrvatski jezik. Znači puno vas ljetuje kod nas na moru. Zapravo dogodila se jedna jako zgodna koincidencija, a to je da je prethodna prezentacija završila istim simbolom kao što bi trebala naša započeti. Tako je, a to je to srce. Evo, ja zaista čestitam gospođi i gospodinu Božiću na inspirativnom govoru, na dobrom primjeru i nadam se da će se malo tog srca i tih pozitivnih vibracija preliti i preko granice do nas. Da.
Maja i ja ćemo danas održati prezentaciju o našoj avanturi zvanoj Na petu. Evo sad za početak. Ja vas molim da si pokušate zamisliti zajedno sa mnom jednu situaciju. Vjerujem da će se mnoge od vas prepoznati u toj situaciji. Ste spremne? Odlično. Idete na poslovni ručak ili sastanak, ili još bolje idete van sa prijateljicama navečer. Ste si zamislile? Prekrasno izgledate, obukle ste svoju najljepšu haljinu, najljepše odijelo, imate krasnu frizuru, namazane ste, obule ste svoje najomiljenije cipele, krećete prema automobilu, sjedate u automobil i prva stvar što napravite je... Kako? Šta? Prva stvar što napravite je da se preobuvate u takozvane vozačke papuče. I naravno, toplo se nadate da vas policajac neće zaustaviti, da nećete morati izaći u tim papučama van i da vas nitko neće u njima vidjeti, jer te papuče se ne uklapaju u vaš styling. Sad sam tu s jednom gospođom pričala za vrijeme pauze, ona kaže, pa ja se izuvam, ja bosa vozim. Alternativno, znači ako nemate vremena preobuvati se svaki puta u takozvane vozačke papuče, naročito žene koje, kao i vi, koje nekoliko puta dnevno ulaze u automobil, izlaze u automobil, to je strašno gubljenje vremena. Nemate vremena preobuvati se u papuče i šta se događa? Događa se upravo ovo. Ja vjerujem da svaka od vas doma ima jedan ovakav primjerak. Znači, ili rupe na cipeli, ili su cipele totalno uništene. I sad, naravno, koje je rješenje problema? To se dogodilo i meni i ja sam u jednom danu osvijestila taj problem. Uopće nisam bila svjesna toga ranije. U jednom danu, klik, ja sam shvatila da su sve moje cipele u ormaru oštećene. Skupe, jeftine, u kojima sam vozila jako puno, u kojima sam vozila jako malo, sve su oštećene. I što sam ja naravno išla raditi? Išla sam tražiti rješenje na internetu. I tražila i našla neke stvari koje su mi onako bile totalno neprihvatljive, od nekakvih heklanih krpica koje se vežu oko cipele pa nadalje. I onda, s obzirom da je moj stav u životu, imaš problem, uzmeš rješenje od nekog drugog ako postoji već, ako ga je neko napravio, ako nema rješenja, idem ga ja riješiti. I tako sam ja se upustila u avanturu zvana Na petu. E sada, zapravo moja situacija je specifična, a zašto reći će vam Maja? Da, u biti specifična iz razloga što je Anđelka profesorica engleskog jezika i engleske i američke književnosti i nema nikakvog adekvatnog tehničkog znanja. Tako da je došlo do toga da je shvatila da bi riješila inženjerski problem. U biti ne morate nužno biti inženjer, to je u toku razvoja, u biti eto shvatila, sada ću vam reći kako. Dakle, ova moja priča ima poruku, a to je da biste riješili neki inženjerski problem, ne morate biti inženjer, da biste riješili neki dizajnerski problem, ne morate biti dizajner. I evo kako je krenula ta moja avantura, ja u početku zaista pojma nisam imala kroz šta ću ja sve prolaziti. Ja sam lakomisleno očekivala da ću ja svoj problem riješiti za 15, aj najdulje 20 dana. I šta se dogodilo?
Razvoj proizvoda je trajao 2 godine. Ja sam okupila tim ljudi oko sebe, inženjera, dizajnera, tehnologa i tako dalje. I u te 2 godine, od onog prvog modela kojeg ste vidjeli, do onog koji je danas plasiran na tržište, mi smo ukupno napravili 13 modela koji su svaki puta je jedan evoluirao u odnosu na onaj prethodni. I 42 osobe je sudjelovalo u razvoju tog proizvoda. Znači, od inženjera, dizajnera, tehnologa, pravnika, pa čak i liječnika. Zašto liječnika? Zato što nam je, recimo, bio jako dragocen podatak o anatomiji ljudske pete. I dogodio se zapravo jedan twist, a to je da sam ja krenula u tu avanturu da bi uštedila novac, znači da ne bi kupovala cipele, a dogodilo se to da sam ja u taj razvoj proizvoda utrošila toliko novaca da bi si mogla kupiti jako puno novih cipela. I evo ga, to je taj proizvod nakon 2 godine. I zapravo tipping point, ne znam koliko je od vas upoznato s tom terminologijom, znači onaj prijelomni trenutak je bio kad sam ja na kraju rekla da, to je to. Znači to je taj proizvod. Ja sam svaki taj proizvod testirala osobno sa svojim prijateljicama i tako dalje. I kad smo, taj tipping point se dogodio kada mi je glavni inženjer koji je vodio tu cijelu priču rekao: a šta misliš o ideji da mi malo provjerimo da li takvog proizvoda ima u svjetskoj bazi intelektualnog vlasništva? Ja nisam nikad ni čula da postoji svjetska baza intelektualnog vlasništva. Ok, to je bio još jedan trošak, znači još jedna agencija koju smo mi platili da istraži tržište i tako dalje. I onda kad smo shvatili da zapravo takvog proizvoda nema, onda smo ga dali zaštititi, znači proizvod je registriran i onda je zapravo moj hobi prestao biti hobi. Zašto? Zato što vjerujem da ste vi svi čuli pravilo 3 zlatne osmice, ali ja sumnjam da svaka od vas svaki dan spava 8 sati, da svaka od vas svaki dan 8 sati se odmara i da samo 8 sati radi. Jesam u pravu? Da. To je zapravo i moja sudbina. I radim naravno puno više od 8 sati. I zato sam ja u tom trenutku shvatila, s obzirom da proizvod ima jako veliki tržišni potencijal, rekla sam: trebam Maju. Maja. Da. Anđelka mi je pristupila u biti na jedan jako interesantan i zanimljiv način. Ona je meni predstavila proizvod kao jedan bombončić. U biti cijeli taj projekt. Ja sam naravno nakon cijele te prezentacije tog proizvoda i u biti uvida u potencijala samog proizvoda na tržište rekla definitivno da, to je bombončić od projekta, od prodajne mreže, od marketinga. Za mene isto tako još uvijek u nekim mlađim godinama znanje i iskustvo neprocjenjivo. Naravno, od samog početka kako pristupiti problemu, uopće u biti kako napraviti prodajnu mrežu i kako izvršiti misiju, a to je da taj jedan inovativni proizvod uopće predstavimo publici. To je bila naša misija. Kako pokazati ženama da zaista postoji rješenje za njihov problem, jer eto, takvog proizvoda ne možete naći na tržištu. Naravno, tu smo krenuli od nekih osnovnih stvari poput web adrese, to je web stranice, društvene mreže, Facebook, Pinterest i tako dalje. Ono što je bilo u biti vrlo interesantno,
nekako razmišljale kako ćemo ih educirati, znači kako staviti uopće proizvod na cipelu i šta je to, jer ljudi obično kad bi vidjeli proizvod mislili bi da je to neka narukvica. Tako smo snimili video koji eto danas ima više od 75.000 pogleda, što je eto dobra brojka za ovih par mjeseci koliko smo na tržištu. Naravno tu je što se tiče marketinga bilo vrlo važno, to jest nekako nam se to desilo s vremenom da smo usmenom predajom žena koje su bile fascinirane u biti proizvodom, u biti oduševljene da eto danas mogu imati proizvod koji će im zaštititi cipelu, došli do toga da smo usmenom predajom proširili glas o proizvodu. I jednostavno pozitivan stav žena i dobar glas o proizvodu je doveo do toga da smo na neki način ušli u mrežu i žena poduzetnica i svih, ajmo reći, neću reći svih, ali nekih od kongresa i portala koje se bave ženama poduzetnicima. Tako smo eto bile na žene u biznisu, liderove konferenciji, sudionici. Eto, članak u Women Loves Business, isto tako u Women in Adria i eto nas sada ovdje vrlo rado smo se odazvale na ovaj kongres. Zašto je u biti na petu interesantan medijima? Naime, nama se desio u jednom trenutku, ajmo to tako reći, neki boom medijski, kako je glas došao, se proširio ženskom populacijom, tako je došlo eto i do medija, gdje nam jedan članak proširio vrata i u radio postaju od televizije. A ono što je njima bilo zanimljivo, to je u biti više razloga. Prvenstveno, to je hrvatski proizvod. Proizvod koji je od starta, znači od ideje do krajnje proizvodnje hrvatski i nama su mnogi dolazili zašto ne prebacimo industriju, to jest proizvodnju u Kinu ili tako nešto. Možda jednog dana, vidjet ćemo kada pokorimo svijet, ali za sad to je hrvatski proizvod i time smo jako ponosni. Naravno, znate mediji kako reagiraju pozitivno na hrvatsku proizvodnju, mislim to se vrlo brzo nađe u medijima. Tako da, eto, to je jedan razlog. Drugi razlog je definitivno inovativni, interesantan proizvod. I treći, u zadnje vrijeme se definitivno, evo, poput ovog kongresa, potiče žene u biznis, znači u poduzetništvo, tako da je to isto tako bila jedna od glavna tema koja se protezala kroz medije. Evo, tu ćete vidjeti nešto od članaka portala, naime, dosta portala i regionalno je preuzelo ove članke koji su se pojavili kod nas i moram napomenuti da zaista mi smo toliko na početku i cijeli medijski marketing smo dobili na temelju i priče i našeg rada zaista besplatno. Eto, mi se nismo nešto izdavale za to, a toliko pozitivnih reakcija je bilo da su mediji vrlo rado nama prepuštali medijski prostor. Naravno, jedna od stvari s kojima sam se ja morala suočiti je kako napraviti uopće prodajnu mrežu, kako početi unutar Hrvatske, pa na kraju i proširiti proizvod, to jest prodajnu mrežu van Hrvatske. Jedan od najučinkovitijih načina je u biti sudjelovanje na sajmovima i business to business platformama. I tako smo ove godine bili na GDS-u, to je jedan od najvećih specijaliziranih, to jest sajma, najveći sajam obuće na ovim prostorima, to jest jedan od. To je bilo naravno jako puno izlagača i mogućnost da se prikažemo i predstavimo velikim firmama do kojih samo tako iz ureda ne možeš doći do nekih pozicija i ljudi. Isto tako Moda Fabrik u Amsterdamu, isto je jedna od platformi za prezentaciju. Ono što je vrlo važno napomenuti u ovom periodu širenja prodajne mreže, pogotovo u početku jedne firme i poslovanja, važna je neka potpora države. Mi smo više puta aplicirali na fondove, ne bili smo dobili neke poticaje, ali nažalost nismo.
a sada se eto nadamo da će nam HGK priznati neke troškove za sudjelovanje na sajmovima, pa eto, ako je neko ovdje, ako neko zna nekog, eto, naša poruka na kraju, prepustila bi riječ još Anđelki, s obzirom da je to ipak glavna. Hvala Maja. Kada smo pripremali ovu prezentaciju, onda je Zori rekla napravite neku poruku. Koja je vaša poruka drugim ženama koje će vas slušati u publici? I evo imamo 3 poruke. Kažu inače u komunikaciji da sve što prezentirate zapravo da trebate imati 3 poruke. Ako imate više od 3 poruke, onda ljudi ne zapamte niti jednu. Ako imate 3, onda ih zapamte. Naša poruka, da zapravo profesionalno, evo to moj primjer pokazuje, da profesionalno zvanje i stručnost ne mogu i ne smiju biti prepreka u realizaciji ideja, ali mogu biti jako dobar izgovor. Druga poruka bi bila da velika želja i upornost i možda samo da kažem da nije bilo lako u 2 godine izdržati. Ja sam bila 2-3 puta pred zidom i mislila sam odustat, ali ljudi su me dizali dalje, pogotovo ljudi koji su se susretali s takvim problemom. Znači, velika želja i upornost zaista pomiču sve granice i otvaraju vrata za koje niste znali niti da postoje ranije. I naša treća poruka, želja ili san je, evo, da će naša priča potaknuti barem jednu od vas 500 ovdje prisutnih da počnete ostvarivati svoje snove i da svoje, ajmo reći, nedovoljno znanje i nedovoljnu stručnost vidite kao odličan početak. Hvala. Anđelka i Maja, hvala što niste odustali. I Slovenija je iza vas. Hvala vam. To Vi zdaj bi ni kar ne. še poslušali, ne? Ja, ampak Gremo še enkrat. kuple bi, Pa gospa bi kuple bi. kupla, mi prodajamo. Anđelka, Maja, Imate kaj s žene bi sabo? kupile. Imate vzorčke zame, Vani. vanje, Odlično. zraven. Ok. Ja. Super, Samo ne, krasno. počakajte še malo, Ja. šele potem. Ker zdaj, to, kar zdaj sledi, ni najbolj pomemben del tega dogodka, ne? Kot smo prej že najbolj pomembno je bilo mreženje, ne? Druženje, predavanja, je pa gotovo zelo napet del. Ker temu delu se reče nagrade. Nagrade so in jaz bi povabila 2 hostesi, da prideta k meni in k Gregorju, pardon. Ja. To je tista slavna bavla. Ne? Noter. Posod je moje ime, na vseh listkih je moje. Ok, zdaj bom prebrala, kako je ime. Ne smeš še. Samo malo. Gregor mislim, Hribar. da res obstaja. Snežana Plešnar. Ja, pa ni bila nagrade. Ne, samo da vejo. Čakaj, dosti je nehi. Ne smeš še. Krasno. Ja, nagrada mora biti. Gremo, prva nagrada. Gremo na oder, gremo na oder. Nara Kamiče bluza. Na bravo! Tako. Ja, nagrada. Lepo si to naredila, Lenja. Super. bi mogla dobiti. Jaz se normalno. Ja, Krasno. liste boste nam vi podali, pa jaz pol. Ja. Pa bomo še eno ime, kar tako bomo si izbrali. Eva Križaj prejme Busy EcoKit, Busy Ecoland.
Set spodnjega perila iz ekološkega bambusa in ekološkega bombaža. Eva, a, Ne, Eve ni. Eve ni. kdor ni, ne dobi. Ne? Zadnji klic za Evo Križaj. Zadnji klic, bravo. A mora osebno pokazati? A ste Eva? A ste... Aha, prav. Ja, vse tekmovalke s takim tempom. Ampak prej, Točno ne tako. čakati na zadnji klic. Ok, pazi. In Romana Bizil dobi labela, estetika obraza, en bon za vrisovanje obrvi in en bon za podaljšanje trepalnic. Bravo! Prvi bon od Alfi Studio. Ne, še enkrat. Zakaj ne? Še en bon je od estetike, jaz se opravičujem. Ja, jaz tudi. Glas, ne pozabite. No, povej. Lucija Kopal. Pa dobi bon za podaljševanje trepalnic. Ti pa nisi Lucija. Lucije ni. Zadnji klic za Lucijo Kopal. 3, 2, 1. Lucija. Z Bogom. In hvala za vse ribe. Nina Knep. Dobi iz Alfi Studio bon za permanentno lakiranje nohtov. 3, 2, 1. Nina. Nina. Nina je prišla, bravo. Permanentni make-up. Hvala lepa. Petra Arula dobi bon za permanentno lakiranje nohtov. In potem imamo še en tak bon. Cynthia, to pomešati. A je prišla gospa? A smo dobili Petra Arula gor na odar? Petra, čarala. A dobi Simona pol enega, ne? Simona Godina. Pa to je... Simona, bravo Simona! Ja, za vas? Simone, se prečel. To nam bo dal, jaz to nič vzel. A 3 nagrade, ok. Jaz bom Kaj je to telefonček? Renata Weiss prejme ene legice Better Bodies. Gospa Grigor Lev, gospa Grigor, super. Zdaj pa zdaj naslednje, pa kaj? Tečemo? Ok, naprej gremo, žrebamo. Larisa Vodeb dobi en shaker. Brez meja Brina Romih Mlakar podeljuje. Imamo? Že pride, gremo naprej. Barbara Žnidarič dobi darilni paket ročno izdelane kozmetike z naravnimi sestavinami. Ok, gremo naprej. Kje imamo? Tu se skrivam. Patricija Špoljar dobi shaker. Kje ste punce? Patricija dobi shaker, ja. Ok, gremo naslednjo. Kaj pa če ga meni damo? Shaker? Kaj boš delal v njem? Shaker bi vzel. Klaudija Legan dobi darilni paket ročno izdelane kozmetike z naravnimi sestavinami. Ja, Imamo jo! bravo! A gre domov, ne? Nimamo je. Potem naprej. Dragica Lackovič
dobi darilni bon v vrednosti 50 evrov od BioArsa. Čestitam. Tukaj imamo, gremo naprej. Saša Rakita. Saša Rakita dobi še enkrat bon v vrednosti 50 evrov od BioArsa. Pride. Gremo naprej. Vanja Vozel. BioArs podarja še zadnji bon v vrednosti 50 evrov. Gremo naprej. Helena Založnik. Helena dobi naravno kozmetiko od Oaza zelišč. Pa kje so te ženske vse? Pa naslednja. Tina Šefic. Kje so sedele prej? Tina prav tako dobi komplet naravne kozmetike od Oaze zelišč. Tina ne dobi. Ivanka Gregorič. Jo imamo? Imate vi kakšnega drugega preditvetele? Imamo komplet naravne kozmetike Oaza zelišča. Hvala! Imamo kar dve. Ste vi, ja. Naslednja je Tjaša Marčič. Naravna kozmetika čaka Tjašo. Gremo naprej. Še jaz sem eno Nina Tavčar Zajc. Dobi shaker. Tu je. Shaker se spava. Naslednja je Brigita Bašič Obrez. Brigita pa dobi iz studia Alfi bon za permanentno lakiranje nohtov. Imamo jo. Potem naslednja. Martina. Naslednja je Ana Kirn. Ana pa dobi kaj dobimo? BioArs. Bon v vrednosti 50 evrov. Ja, samo tak imamo. Naslednja je pa Martina Ring. Martina Ring. Še en bon. Še en bon. Od BioArsa. Martina ne dobi bona. Martina ne dobi. Gremo naprej. Boštjan Rode. Wow! Moški je bil. Kaj Kje mu se skriva? damo? Za podaljševanje hotela brale gospa predlagati. Je to možno? Moški. Nevenka Kozlevčar. Nevenka Kozlevčar, BioArs vas čaka. Gospa. Naslednja je pa gospa Anita Stare, njo pa čaka. Ekstaza lepote in sicer ročno izdelana kozmetika z naravnimi sestavinami. Zelo nobel. Naslednja je Iris Posel. Ekstaza lepote čaka. Iris Posel. Iris Posel. Wow. Gremo naprej. Naslednja pa Tinkara Lampret Fakuč iz Lampret Consultinga. Upam, da se ni pisala ur, ker je ni. Darja Sadar. Darja prejme od Ekstaze lepote še enkrat naravno izdelano kozmetiko. Gremo dalje. Špela Rojc. Špela Rojc Rojc. pa je, bravo, Špela. Čestitam, Špela. Valerija Glavač. Valerija, še ena ekstaza lepote čaka na vas. Ni Valerija. Lea Pisani. Lea. Lea. Bravo, Lea. Ne, ni Lea. Ne, Lahko, ne, ja, no. Nisem taka pravila. Ne. A glasujemo, kdo je za?
Manj jih je, glej. Kdo je proti? Neodločeni so z nami, kdo ni z nami je proti. Lahko, ker ja, pridite, pa boste Pridite, ja. Seveda. Ne smeš, red in ordnung. Naslednja je pa Patricija Vičič in ta prejme. Oaza zelišč, naravno kozmetiko. A ja. Super, hvala. Oaza zelišč? Ines Stanonik. Ines. Če pa ni Ines, dobiva to Ana Humar. Če pa ni Ane, Ana pa je. Ana. Ana je pa vedno. Še 2, 3. In še predzadnja oaza zelišč za Janjo Horvat. Janja je tukaj. Janja pa Z Janjo pa skupaj plišemo tango. Naslednja je Diana Kenezore. Bravo. Naravna kozmetika. Super. Še ena je pa in od sponzorja Milanka Milakovič. Drugače vam povedala, da je k Sloveniji, kot da šla predčasno domov. Nina Štivan. Nina. Tule tvoja, gospa še gre levo. Aha, vi ste pa? Ja, Kar k nam. Super, naravna kozmetika. Pa. Milenka Poljanec Bohinec. Milenka pa dobi paket piškotov iz Zdrave Pire. Imamo tukaj nezdravo piro. A Ja, še kar Tenerife? čakajte, še Na Tenerife ne gre tudi Mojca Žorž, tudi piškote. Mojca Žorž, ne boste. Mojca se odpove Prosim? Mojca bo vseeno vzela piškote, se jih lahko da pa komu drugemu. Ne. To je to. Nina Jalušič. Pa še ena Nina Knez. Nina Knez? Nina Knez ni. Simona Stavanja. Še eni piškotki za Simono. Janja Štrumbel. Jana Štrumbel, piškotki. Dunja Stanič Lisjak. Bravo, piškotki čakajo. Super. Žal ne bo na Tenerifov. Nataša Seljak. Piškotki za Natašo. Pa za Urško Šito Mrečnik. Tudi piškotki. Še imamo piškotke. Nina Marcelan in Manica Maček. Nina Marcelan, Manica Maček. Manica Maček. Kako lepo ime. Krasno. Tudi Tjaša Kolenc. Tjaša. Ja, iz Balonov. In Suzana Pavlič. Suzana Pavlič in Tjaša, piškotki. Bravo. Čisto malo piškotkov. Eni so za Matejo Petan. Mateja Petan. Erna Muranovič. In še zadnji piškotki. Erna Muranovič. Super. Tako. Še več piškotkov. Še zadnji, Magdalena Fabčič. Našli smo jo. Aha. Zdaj pa so na vrsti cute piškotki iz kozarca. Še več piškotov.
Martina Vrabec. Martina Vrabec, piškotki iz... In Sandra Belec. Hvala. Marjeta Fortuna Lamovšek. In Metka Ločičnik Živkart. A čakaj na Tenerife? Sam, če pojemo, pa letijo. Marjeta Martinčič. Marjeta. Delicious piškotki iz kozarca. Denis Štok. Denisa. Aha, Denis. Ok, Denis Štok. Denis. Tako sem se potrudil. Sam je ni. In Metka Šori. Metka, delicious. To je Denis ali Metka? Denis, kako lepo ime. Poglejte, še lepši piškotki. Veronika Juga Damovič. In Tjaša Vidic. Metka, zdravo. Tjaša. Tanja Bohl. Tanja Bohl. Klara Ramovš. Klara. Kje je Klara? Bila Klara. Divna Brkič Hendriks. Divna ni. Alenka Završnik. Alenka ni? Ni Alenke. Ivana Zigante. Ivana. Ivana. Aleksandra Pušnik. Bravo, zadnji delicious piškotki iz kozarca. Ne, pred zadnji. Vi ste pa? V katerem setu pašete? Večji. Kar to ne vas čaka. Zdaj pa zmanjka piškotkov. Tako. Zdaj pa imamo Afrodita kompletki. Ekskluzivne obrazne linije Pearl Prestige. Iz pravih belih biserov. Tina Živič. Tina Živič in Afrodita, da bosta zasvetili in zasijali. In Andreja Ternar. Andreja je tukaj. Gremo naprej. Nataša Tovornik. Nataša Tovornik, čaka vas Afrodita. Urška Leban. Urška Leban in Afrodita. Helena Požun. Krasno, Helena, super. In? Zdaj imamo pa še 5 nagrad. 6. In zdaj sledi V-design, 3D pero in kolut bele barve. In sicer gre to v roke Andreji Rojc. Andreja Rojc. Damo vse Tenerife na konec. Ja, ja. Kaj je bolj napeto, ne? Ok. Damo tudi jaz enega. Naslednja nagrada so... Aha, V-design, dajmo še enkrat V-design. V-design, Andreja Malus. Andreja Malus. Iz Posavja. Manica Skrbinšek. Manica. Katja Muzlovič. Stara zelo napeto. Jih ni. Sabina Weingerl. Sabina Weingerl, Sabina. So že šle domov Štajerke. Vesna Weber. Pa kdo je sploh še tu? Eno ime dajte. Še ni dobo nagrade. Ja. Tako prva gor priletijo dobi. Ne, ne, Vlato, ne. Ja, ne. Nagrada je vaša.
Samo to niso bili Tenerifi, da ne boste mislili. Ne? Okay, zdaj pa imamo Sava hoteli, bomo zdaj Imamo. dali podaljšan vikend. Ne, bomo to na koncu. Dvakrat Zdaj pa pazite. podaljšan vikend v Grand Hotelu. Enkrat. Enkrat, seveda, ja. V Grand Hotelu Primus za 2 osebi, z 2 tretmajema, tudi za moške, za oblikovanje telesa in enkrat za naravno pomlajevanje v skupni vrednosti 1000 evrov. In to dobi, Oh. zdaj pa vdihnimo. Mateja Vodopivec. Če je tu. Matej! Bravo, Mataja, tu je! Ja, Najprej hvala, ampak to je dokaz moči misli. Ko ste povedali nagrado, sem si mislila, to bi pa imela. ja, to veliko je bilo takih, ne vem če. Sam, ko spi, ne bo smel pomladiti, ne bo smela več voziti avta. In zdaj imamo še en tak podaljšan vikend A, v Grand ponovim. Hotelu Primus Ne bom ponovil vsega, se vimo, ne? v vrednosti 1000 evrov. Pomlevanje in vse ostalo. Dihnemo. Dobi Katja Rožič. Kaja Rožič. Kaj je Rožič? Ok, še enkrat moramo vdihniti. Če kaj je ni, Tokrat pravilno Kaja Rožič. kaj je Rožič? Zadnji klic za kaj je Rožič? Še enkrat. Valerij Kastelic. Vesela je! Je pa to, ja. Naslednja nagrada mogoče ni tako zelo vznemirljiva, ampak je ta je pa vsaj tako koristna. Delovna pravna hiša, pravno svetovanje podarja za 1140 evrov in to enkrat letno članstvo, 8 svetovanj, da tem gospodu ne potrebujete, da vam pomaga na koncu. Torej, letno članstvo za družbo dobitnice, udeleženka dogodka. V vrednosti 1140 evrov dobi Anita Šerjak Koci. Anita. Bravo. Anita. Tako. Zdaj pa pride na vrsto Najbolj 2, ne? Ali ena? turkizna modra voda, Kaj pa če vidva šla? slana koža. Ok. In sicer bon za počitnice na Tenerifih. Ampak sta res 2 bona. Zdaj pa zaprite oči in si vizualizirajte sebe na tej plaži. Vse zaprite oči. Žrebamo. Sabina Recek Korenčan. Ja. Kolegijalnost mogoče. Kaj, še enkrat žrebam? Tak babe Ne ji skupaj povedati. držimo, ne? Ne ji povedati. Okay, Ne imamo ji zaprte oči, Bogi otroci. vizualizacija, slana koža, kdo zraven vas leži. Dihnemo. Dobi Tina Peček. Kap. Ok. Zdaj pa pijete že 3. koktejl, ker drugače to človek ne more zdržati. Da te primem. Gregor Hribar. Martina Razdevšek. Bravo, Martina! Bravo. Ok. In to še ni konec. 4. koktejl. 4. koktejl. Še en bon za Tenerife. Še en, ni še konec, do konca. To je 500 podjetnic, to ni Ja. kar tak Ne? dogodek. Ok, zaprte oči. Gremo. Silvana Dimova. Je. Yes. Silvana je z nami. Bravo! Bravo,
Hvala Slovenija. Ovo je nevjerojatno, iz Makedonije, Zagreb, Slovenije, gdje ću završiti? Ja. Takšna bo Barva vode na Tenerifi. Vse veš, kaj moramo zdaj narediti. Lepo se moramo zahvaliti vsem udeleženkam, Najbolj pa trem. tudi trem, ki sedijo v prvi vrsti. Ja, Ja. A kar povabila sem gor na oder. kar. Deva jih. Zori, Urša in Petra. Govorim v imenu vseh, ponosno tlele vse tri stojimo. Ko smo začeli s tole zgodbo 500 podjetnic, je bilo veliko posmeha, da je to v Sloveniji nemogoče. Mi smo rekli, da nič ni nemogoče in v povezovanju je moč, skupaj zmoremo več. Hvala vam, da ste z nami, brez vas ni nas. Hvala vam iz srca. Sej ne vem, kaj dodati. Sem pa vesela, da niste ostale sam, ki sta bila Filip pa Blaž, ne. Da vas niso sam fantje nadošli. Res, hvala iz srca. Tako lepo vas je videti v takem številu. Jaz upam, da ste danes dobili, kar ste pričakovali in še več, da ste navezali čim več novih stikov in da se bojo z tega rodile pol tudi nove poslovne povezave in navezave in tako da upam, da se bomo še dostkrat videvali, ker to ni zadnja zgodba, ne. Najboljše zgodbe se nadaljujejo, tako da hvala. Mislim, da sta že vse Zori in Urša povedala. Še enkrat bi poudarila, vedno izpostavljamo predavatelje, organizatorje in tako naprej, ampak zapomnite si, brez vas, ki ste tukaj, ne bi popolnoma nič bilo. Tako da hvala, da ste prišle in skupaj gremo naprej. Ker pa, ja, samo malo, ne? Ker pa tudi brez njiju dveh ne bi bilo dogodka, ne? Smo jim tudi iz srca hvaležni, ker če vas ne bi zabavali in povezovali in povedali vseh milijon sponzorjev in 3000 daril in šli na Tenerife z vami na pesek, tako da, in skoktali, tako da hvala obema, super, malo drugače je bilo letos in smo veseli, da sta bila z nami, tako da hvala. Hvala. Ne še mi pobegniti, punce. Drage moje, ne še iti. Jaz bi rada še sam to povedala, da če ne bi Urša, Zori in Petra skupaj predstavljali enega tima, ki je najbolj močen, potem tudi ne bi bilo te povezave med vsemi nami. In zato bom, ali pa sem si drznila v imenu vseh punc, in jaz upam, da se boste s tem strinjale, imam eno darilo in presenečenje za njih. In zdaj bi prosila, da to presenečenje pride na oder. In sicer skupaj zmoremo več. Vsak najmanjši delček je pomemben. In to je 3 delčki, ki sestavljajo celoto, tako kot so one ustvarile celoto z vsemi nami. Naslikala pa je to naša Helena Metul, zato ker je to simbol vas in vseh nas. Ja.
Se pravi, vsaka dobi svojo sliko, svoj del. Ja. In vsaka dobi še 3 dele naknadno. Da vas še bolj inspirira, da 2016 ne pozabite, prosim, na nas. Najlepša hvala. Hvala. Še skupno fotografijo. In se potem vidimo spet 2016.